Pozdravljeni. Esteban Ocon je ena izmed glavnih zvezd med novicami tega poletnega premora in govorice okrog njegovega napredovanja v tovarniško moštvo Mercedes so kar pogoste v tem poletnem premoru. A kje so tiste prednosti, ki jih ima ta voznik? Zakaj bi si zaslužil to mesto drugega voznika, ki ga drži Valtteri Bottas v tem trenutku, zaenkrat ni še objasnjeno. V naslednjih minutah bom skušal razložiti, kakšne so prednosti oziroma slabosti tega mladega voznika, zakaj bi lahko oziroma ne bi smel zasesti tega sedeža. Esteban Ocon je produkt junior programa Mercedes in Mercedes mu je v Formuli 1 do sedaj obilno pomagal. Tako pri ekipi Manor, kjer je bil pol sezone, kot v Force Indy, kjer je vozil 2 sezoni. Rezultati v Force Indy so bili solidni. V primerjavi z svojim moštvenim kolegom Sergiem Perezem je bil malenkost slabši, odtenek slabši, a ne bistveno, da bi lahko mu kaj očitali. Problem je, kakšna primerjava je Sergio Perez. Je Sergio Perez nek povprečen, soliden, dober voznik ali nekaj izjemnega? To oceno prepuščam vsakemu samemu od vas. A problem je nekje drugje. Pri teh 2 sezonah v Force Indy se je pokazal karakter Estebana Ocona. Vročekrven, bojevit karakter, kateri je pripeljal do mnogo trkov, posebej z moštvenim kolegom. In prav tej trki z moštvenim kolegom so prisilili celo ekipo, takratno Force Indyjo, da je posegla v mesnijo. Pozabiti ne smemo niti tistega bizarnega incidenta med Maxom Verstappenom in Oconom na veliki nagradi Brazilije 2018. Zakaj je bilo tisto potrebno, sam sicer ne vem, a Ocon je bil vpleten. Zakaj ga Mercedes hoče? Ločiti moramo zadevo na dve stvari. Prvič na finančni interes ekipe Mercedes in na to na športni. Finančni interes je jasen. V Estebana Ocona je Mercedes ogromno vložil. In nekako čudno bi bilo, da bi izgubili že drugi produkt tega junior programa. Namreč na začetku letošnje sezone so se odrekli Pascalu Wehrleinu. Ta je bil tudi izdatno podprt strani Mercedesa, prišlo je do nekega kratkega stika, razšli so si na ne prav simpatičen, prijazen način. Pojavili so se celo govorice, kako naj bi imel Pascal težak, čuden karakter, a o tem ne bi govoril, kajti to so samo novice, ki se prebirajo okoli, ne poznam ga. V glavnem Pascal Wehrlein je zapustil Mercedes in njihova investicija je šla v nič. Pri Oconu si lahko ne želijo ponoviti te izkušnje. Na drugi strani imamo njihov športni interes. Njihov športni interes je pa lahko razdeljen na 2 zadevi. Na osvojitev vozniškega naslova in na osvojitev konstruktorskega naslova. Kako bi jim to uspelo z Oconom? Če vzamemo v zakup to njegovo bojevitost, bi bila slika bistveno drugačna v ekipi Formule 1, kot jo imamo sedaj z Valtterijem Bottasom. Namreč smo prepričani, da bi v dvoboju z Lewisom Hamiltonom Ocon bil tako ustrežljiv kot Bottas, jaz v to osebno dvomim. Če pogledamo naprej leta, koliko je star Esteban Ocon, vidimo, da v tej zadnji generaciji voznikov ni ravno med najmlajšimi. Namreč rojstna letnica Estebana Ocona je 1996, enako kot jo ima Gasly ali Albon. Leto mlajša sta Leclerc in Verstappen, Russell in Stroll 98, 2 leti mlajša, Norris 99. In mlajši še prihajajo v ozadju. Torej, Esteban Ocon nima več pretirano dosti časa, da bi kaj naredil s svoje kariere. Torej, po tem letu, ki ga je preskočil, ko je vzel to tolažilno nagrado rezervnega voznika pri Mercedesu, ukolikor hoče nadaljevati v Formuli 1, verjetno mora imeti v naslednji sezoni sedež. En izmed dogovorov, ki naj bi bil že v lanski sezoni, je bil ta, naj bi Ocon zasedel sedež pri tovarniški ekipi Renault.
Na to je prišel Daniel Ricciardo in z tega dogovora ni bilo nič. Toto Wolff naj bi Abitebulu to zameril. A vprašanje je eno drugo, zakaj Ocon, ukolikor je bil toliko talentiran in toliko poštet, ni že lani prevzel mesta Valtterija Bottasa, kateri je v sezoni 2018 imel izjemno slabe rezultate. Če pogledamo Valtterija Bottasa v sezoni 2019, je izjemno dober. Ima 4 pole positione, prav toliko kot Lewis Hamilton, ima 2 zmagi in je drugi na lestvici voznikov. Kaj bi hoteli več? Prav tu se pojavlja zdaj ta dilema. Zakaj Ocon namesto Bottasa? Ukolikor Lewis Hamilton želi nadaljevati kariero pri Mercedesu, mislim osebno, da je Bottas tista prava izbira. Ocon mu ne bi dajal neke dodane vrednosti, bil bi še en nasprotnik več v ekipi, kateri bi lahko naredil konec koncev več škode kot dobička. Je še eno dejstvo pri Estebanu Oconu, katero marsikdo spregleda, namreč telesna višina. Lewis Hamilton in Valtteri Bottas sta visoka približno enako. Hamilton 1,74 m, Bottas 1,73 m. Esteban Ocon je bistveno višji, 1,86 m. Kar ni po svoje slaba stvar, a inženirji morajo to upoštevati pri nastanku novega bolida. Sicer tudi George Russell je izjemno visok 1,85 m, a on ima še čas, on bo še ostal pri Williamsu, preden mu bojo lahko ponudili mesto pri Mercedesu. Sedaj, moje osebno videnje je to, da Valtteri Bottas si zasluži ostati pri Mercedesu vsaj še eno sezono, tako kot opomba, on nikoli ni dobil pogodbe za več kot eno sezono pri Mercedesu. Esteban Ocon bi bil pa dober v kaki drugi ekipi. Meni osebno bi bilo zelo zanimivo videti Estebana Ocona pri ekipi Haas s podporo Mercedesa. In to zato, da bi pri Haasu začeli dobivati kake dele, tudi z Mercedesovega spiska, tako da bi videli, kako bi se ta odnos Ferrari, Mercedes, Haas lahko razvijal in kak bi bil bolid, ki bi bil sestavljen iz delov z različnih projektnih skupin. Seveda, pobožne želje, bolj za mojo osebno zanimivost, dvomim, da se bo kaj takega zgodilo. A, vsekakor bi bilo zanimivo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.